Gospod Potrč, prej ste rekli, da boste morebiti, če bomo vprašali, omenili, katera zakonodaja oziroma na katerih področjih je tista škodljiva, ki je bila sprejeta za tem mandatu. No, jaz sem prepričan, da začnemo z RTV-jem. In z dejstvom, da je sprejeti zakon imel neposreden, še bolj pa posreden vpliv na samostojnost in neodvisnost medijev. Drugo je vsa zakonodaja, jaz se pa ne bi našteval. Lahko jih nekaj naštejem zakonov, ki je šla v smeri kadrovskega, političnega podrejanja ljudi v upravi, v pravosodju, v znanosti, v šolstvu in podobno, z mnogimi predpisi, ki so šli v to smer. Tretji je cel kompleks kazenske zakonodaje. Z nekaj dobrimi rešitvami, s katerimi je minister za pravosodje v začetku mandata prihajal, kasneje pa deloval tako, kot je prej rekel, ulične. In to tudi priznal. Vsak teden, ko pride do problema ali do nove ideje, je treba pripraviti zakon. Ko naslednji teden ugotovimo, da nismo rešili vse, bomo pripravili pa naslednjega. In na ta način smo iz Ministrstva za pravosodje dobili, ne me držati to ene številke, ampak 54 ali nekaj takšnega zakonov v tem mandatu, ki so bili zelo slabo pripravljeni. Posebej slabo so bili pripravljeni zakoni v zaključku, povezani z kazensko zakonodajo, povezani z odvetništvom, in posebej slabo za ministra za pravosodje je bilo, da ni bil pripravljen na noben način zakone sprejema tako, da bi pridobil sodni svet, da bi pridobil vrhovno sodišče, da bi pridobil združenja, ki na tem področju delujejo, notarji, odvetniki, da bi pridobil sodniško društvo. Tukaj pa gre, ne glede na to, da imajo svoje interese, za ljudi, brez katerih se noben zakon ne da korektno in dobro izvajati. In popolnoma nerazumno je z strani ministra, da je odbil praktično vse te strukture pri pripravljanju in sprejemanju svoje zakonodaje, namesto da bi jih pridobil. Takšen dolga diskusija okoli zakona je bilo nadzor, tale zakon, ki ga je Jelinčič predložil pri Kosovo komisijo. To je takšen zakon, kjer smo dve leti v njem razpravljali, še vedno je odprt, ne? In zdaj, ko berem zadnjo poročilo, ki ga Virant pošilja v Evropo, Evropski banki, ki je ugovarjala, da ni mogla dajati svojega mnenja pri oblikovanju, ker gre tudi za del nadzora nad bančnimi uslužbenci, govori spet pol resnice. Tako da je rekel, cel problem zakonodaje na tem področju, kdo bo nadzoroval, kaj pridobijo ali pa ne premoženja in del funkcionarji, ne pa problem preventive pri delovanju proti korupciji. Ne vem, največ sem naštel dovolj. Lahko pa nadaljujem. Ne, bi vas vprašal še na konec, mora biti takole. Je vladni glasovalni stroj v Državnem zboru povozil opozicijo v tem mandatu? Torej, vladni glasovalni stroj mora vedno delovati v interesu in korist vlade. Ali dobro ali slabo, ker drugače več vladajoče koalicije ni. In jaz se temu ne čudim. In jaz tudi nisem bil med tistimi, ki sem rekel jokal ali pa moledoval, da ima vladajoča koalicija večino in da sme s to večino odločati. Jaz sem bil pa skrajno ogorčen, kadar je do tega glasovanja prihajalo na način, ko si moral preko noči prebrati pomemben zakon, ko se nisi imel možnosti z nikomer posvetovati, ko ni bilo upoštevano nobeno strokovno mnenje zakonodajno-pravne službe, ko so nam omejevali razpravo in rekli, da je dovolj, če vsak po 5 minut nekaj pove, skratka, kako se je onemogočalo, da bi kakršnakoli vsebina lahko bila prikazana na področju te zakonodaje. Drugač pa, vladajoča koalicija glasuje
kadar nima potrebne večine, to opozicija izkoristi. Mislim, da v smislu glasovanja nismo bili povoženi. Bili smo, če lahko rečem, povoženi v teh drugih elementih, ki sem jih malo prej naštel, ki so pa vsaj tako ali pa še bolj pomembni kot sam končni akt glasovanja. In tega, nažalost, gospod predsednik državnega zbora, vodje poslanskih skupin koalicijskih strank ne razumejo. Jaz jim težko šlo očitam, ampak ne razumejo. Da je državni zbor tudi en kos demokracije, da se je treba potruditi za medsebojne odnose, da se lahko kregamo za govornico, da pa bi morali biti iskreni v ostalih odnosih. To je bilo pa vse, Ulič je rekel, hladno do konca, sformalizirano, vzvišeno. Kadar je pasalo, se je delilo lekcije, kadar je pasalo, se je reklo, pustite, to pa ni moja pristojnost, se odločate drugi, nimam pravico nič o tem povedati. Skratka, mrzlo je bilo, zeblo je. Namesto da bi imel neke topline v tem državnem zboru. Mimo grede, že sanjate pokrajinsko zakonodajo? Če jo sanjam. Če jo že sanjate, ne? Zdaj se pripravljate na izredno sejo, verjetno. Veste kaj, ta moment se nam posebej ni treba pripravljati, ker smo trdno prepričani, da pokrajinska zakonodaja ne sme biti sprejeta. In tako bomo vedeli. Imate še kaj zadeti, gospod Golič? Ne. Gospod Cerkar, če želite, lahko še eno uro, lahko začnemo z opozorili, ki smo jih dajali koalicijski poslanci pri zakonu o RTV, zakonu o medijih, ko smo napovedali, kako bo to šlo z enim časopisom, Einzeitung, in kako je šlo naprej, ein šef-redakteur, in še naprej. Dalo bi se seveda še kaj povedati tudi v zvezi z davčno zakonodajo, s nekaterimi ponesrečenimi zadevami pri zakonih, ki urejajo recimo socialne pravice in tako naprej in tako naprej. Položaj cerkve, človekove pravice. Sej ni treba vsega, pravzaprav, ker jaz le računam, da ste promptno spremljali. Je pa res nekaj, da je ta koalicija in ta vlada vse skozi računa na recimo spomin Zlate ribice, da bodo ljudje vse, kar so počeli in ne v tem času pozabili in da si bodo zapomnili samo ta predvolilna darila v mesecu avgustu in pa septembru. Ampak jaz moram reči, da na srečo ljudje veliko bolj resno, kot je mogoče bilo prej, spremljajo to, kar se dogaja v državnem zboru, pa ne zaradi tretjega programa. Zaradi tega, ker občutijo te posledice vseh teh odločitev tukaj in jih to seveda skrbi. Prej je Milan govoril o tem, kako bi ljudje radi, da bili mi seveda resni, strpni in pogovorni. To je en del ljudi. En del ljudi seveda pa uživa v tem drugem delu, v reality showu, ki ga je pripravil zakon RTV in moram reči, da dobivam tudi pozive, da nekoga lopnem, in da bi bili zelo srečni, če bi se bolj zmerjali in bili še bolj nemarni. Žal ne bomo pristali, tudi na to, vsaj upam, da ne. Hvala. Dober zaključek,